Prejšnjem videu smo govorili o tem, da se otroci in mladostniki srečujejo z različnimi vsebinami na internetu. Tema tega videa pa je, kako se z otroki in mladostniki pogovarjati o pornografiji na spletu. Psihologinji Zali Janežič, ki se pri svojem delu na centru Logout dnevno srečuje z mladimi uporabniki spleta, smo zastavili nekaj vprašanj. Starši naj ob tem ostanejo mirni in pristopijo brez obsojanja otrokovega vedenja. Torej, v obdobju najstništva je ogledovanje pornografije zelo običajno, večina najstnikov to počne, eni prej, drugi kasneje. Nekako to spada v to obdobje raziskovanja spolnosti, svoje spolne identitete, tega, kaj mi je všeč, kaj ne, in neka splošna radovednost, kako vse to izgleda. Če pa otroci ali predšolski ali pa šolski slučajno naletijo na pornografijo, je pa zelo pomembno, da o tem konkretno spregovorimo z njimi, da preverimo, kaj so videli, kako so to doživeli, ali imajo kakšna konkretna vprašanja, jih mogoče kaj skrbi. In jim zelo realistično in jasno povemo na tak način, da je za njihovo starost primeren. Ja, večina staršev je težko o tem spregovoriti, lahko so malo nemirni ali pa jih je malo strah, pa dvomijo, da bojo znali to na dovolj miren način povedati. To je nekako običajno. In če se starš tega zaveda, lahko nekako se pripravi, da bo k tem pogovorom pristopil dovolj odprto, mirno, tudi brez neke panike, in da bo dovolj topel, da bo zmožen slišati svojega otroka in da se bo otrok tudi odprl malo bolj. Ja, zagotovo je pomembno, da se pogovarjamo o tem, kakšna je spolnost v resnici. In tu se lahko dotaknemo teme, kako oni vidijo spolnost na pornografskih posnetkih, in kaj lahko pričakujejo potem v realnosti. Potrebujejo informacije in pojasnitve in prav je, da starši v bistvu te teme naslovijo, da se dovolj odprto o tem pogovarjajo. Na tak način tudi krepijo neko kritičnost otrok do teh vsebin. Spodbudno je to recimo, da ko beremo študije, v katerih so mladostniki spraševali, kako vidijo pornografijo, večina mladih izraža neko kritičnost do teh vsebin. To pomeni, da se zavedajo, da je to neka filmska industrija in da v realnosti spolnost lahko oziroma po večini izgleda drugače. Recimo mladi poročajo, da jih moti, kako v bistvu v teh pornografskih vsebinah, kako so prikazane vloge, nekako, da se pričakuje od moškega, da bo kar nekako vse mogočen, vzdržljiv, da bo neko predstavo tam naredil, od žensk se lahko pričakuje neka submisivnost in pa zelo nerealistična, čist telesna podoba. In mladi povejo, da jih to lahko moti in da se s tem ne strinjajo, vsekakor pa na nek način verjetno to tudi vpliva na njih. Starši se naj o spolnosti pogovarjajo z otrokom v bistvu lahko že zelo zgodaj v otroštvu. Takrat, ko začne otrok kazati interes pa neko radovednost do teh tem. To je praviloma že v predšolskem obdobju, je to opazno. Največkrat tam okrog 5. leta je vidno, kako v bistvu jih zanima, od kje pridejo dojenčki, pa kako zdaj, kaj pomeni, da se imata očka in mamica rada in na ta način. In takrat je prvi čas, da v bistvu se pogovarjamo na en tak otroku primeren način, kaj pač spolnost je. Pa še povzemimo ključna sporočila. Če otrok naleti na pornografijo na spletu, to ni razlog za paniko. K otroku pristopimo brez obsojanja, mirno in prijazno. Otrok bo na te vsebine verjetno tako ali drugače naletel, mi pa se moramo z njim pogovarjati o tem. S pogovorom mu predstavimo širšo sliko. Pojasnimo mu, da kar je videl, ni dokumentarni posnetek odnosa med partnerjema in tudi to, da je partnerski odnos veliko več kot le gola seksualnost.
Otroka lahko vprašamo, kaj je videl in če ne želi ob tem kaj vprašati. Naši odgovori naj bodo konkretni in realistični. Se gotovo ne želimo, da bi otrok odgovori na svoje vprašanje poiskal na spletu namesto pri nas. Z najstnikom se bo verjetno malce težje pogovarjati o teh temah, saj običajno najstnikom ob tem še bolj nerodno kot staršem. A če boste k najstniku pristopili na odprt in nevsiljiv način in mu dali vedeti, da se lahko tudi s temi tematikami obrne na vas, da ga boste poslušali brez obsojanja, mu boste mogoče lahko tudi na tem področju pomoč pri odraščanju.